Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 146. epizoda Apparatusa, o kateri sem govoril s Cirilom Komotarjem, ki dela, kar se mene tiče, najboljši slovenski vlog. Tako da so se pogovarjali, kako ga dela, zakaj ga dela in vse ostalo. Naprej začnemo. Tale podcast je seveda del mreže Apparatus, čeprav se tudi temu podcastu reče Apparatus. Vse skupaj najdete na apparatus.si. Tam je zdaj še par podcastov, enega s pižamo, pa enega z Nahbarjem, pa enega z Godlerjem. Potem je pa še par ostalih, tako da tik naprej začnemo, pa še enkrat ful hvala vsem, ki ste nas tudi podprli. To naredite tako, da greste na apparatus.si/podpri, ker potem je lahko še več časa in energijo vložimo tole, pa brez tega folka, ki me je podprl, oziroma vas, ki ste me podprli, z tega itak ne bi šel več. Tako da to mislim, da je bil intro, zdaj pa Ciril. Zdaj pa ne vidiš, ker je okrivljen. Ja, ne vidim. Ne. Moje prvo vprašanje, ki je vedno isto. Ustrel. Kdo si in kaj počneš? Torej, moje ime je Ciril Komotar. Znan sem predvsem po tem, da vlogam. Sem pa avtomobilski novinar že pismo 13. leto, nekaj takšnega. No. S tem sem začel, mislim, da tam 2004, takrat enkrat, se je vse skupaj začelo dogajati. Najprej sicer kot praktično pro bono za eno revijo Auto plus Šport. Pol od tam naprej se je pa kar samo od sebe začel kotaliti. Veš, kaj je na kepa, ker to je vse večja. Ne? In takrat sem pol na basu na Siol, oziroma me je takrat urednik Miha Merlak zahaklo in sem začel na Siolu govoriti, testirati o avtomobilih in razmišljati o njih. Ne? Zdaj pa Komotar minuta ta glavna stvar, ki jo počnem in sem ful vesel. Tako da zdaj lahko rečem, tako brez zadržkov, da jaz sem vloger. To je pa, je fajn to, ne? Da na eni točki lahko to rečeš. V bistvu je malo nenavadno, veš, hecen je, da bi rekel, stari en let nazaj, ti boš vloger, pa si misli, pa dej, ne seri, kakšen vloger, ni variante. Zdaj pa rečem, da sem vloger in v bistvu sem ful ponosen na to. Ponosen na to, da lahko, veš, pismo, da lahko vsak dan ustvarjam neko vsebino in tudi celo s telefonom, ki pa ljudje radi pogledajo. Jaz ne vem, no. Hecen, še meni je hecen, ampak je fajn. Ne, samo veš, kaj se meni to zdi kul, zaradi tega, ker je ta vloger je ena od teh, skoraj sem rekel poklic, ampak ne, ena od teh pač, recimo nazivov, ki si jih lahko ljudje dajo res samo tej zares moderni dobi. Ja. A veš, tega prej pač res ni bilo, ne? To je pa zdaj odkar in je to, zato si tudi kle, by the way, ne? Ja. Nisi kle zaradi avtožurnalizma. Ne, da nekaj. Jaz grem, prosto, preveč je zame. Ne, pač, meni je to tako osebno, mi je pač to ful važno, zaradi tega, ker pač jaz res stvari, ki so avtohtone na internetu, jaz zmeram bolj cenam. Ja, in to je res ena, jaz ne vem, to je ena redkih stvari, ki je res tako, drugače sploh ne mogla obstajati. Definitivno, mislim, ni je bilo. Ja, ni je, točno to. Veš kaj, vem, da je to dosti nenavadno ali pa novo, ravno zaradi tega, ker ful ljudi, ki govorijo o meni ali pa se z mano o vloganju pogovarjajo, še kar govorijo, da sem bloger. Veš, jaz pa nisem tako ohaklih, da bi rekel stari, vloger. Ne, pač meni je vse. Meni je pomembno, da je ljudem všeč to, kar delam. Ja. Pa zaradi mene, veš, kakšen mu kdaj že rečem, stari, lej, vloger sem, ker veš, tukaj gre za video obliko in ne gre za pisanje. Tako da ja, ampak da bi se pa ful to spuščal, to pa ni variante. Pač zaradi mene, če mi reče tudi, da sem bloger, važno, da jaz vem, da sem vloger, pa da pa rata vlog, ne blog. To je bolj pomemben. Ampak da, veš, to moraš tudi vedeti, da že to, da je nekak blog pa bloger prišlo v zavest ljudi, ne, ja, je trajalo, veš, koliko cajta je trajalo, da je to sploh bilo. Pa še zmeraj imaš ljudi, ki rečejo, sem napisal blog, pa je v bistvu post naredil. To me iritira še zmeraj. Ja, veš kaj, na en način orjem ledino, kar je fajn, ne? Ja. Pač sem v tem trenutku, pač nas ni veliko vlogerjev, ne? Po drugi strani se pa obadaš s takšnimi, kaj že točno delaš, pa rečem, a veš, to je kaj en video dnevnik, samo da eni pišejo, jaz pa video naredim. Aha, ja, kje te pa lahko, a veš, ne poznajo še dosti, ampak se mi zdi, da bo ta vloganje vsem prej prodrl, kot je bloganje rabo. Veš, kaj hočem reči? Da bo manj časa trajalo, da bo ljudje to porajali, zato ker video obliko je vsem veliko lažje sprocesirati, pa sprejemati, konzumirati k pisanje, kljub temu. Ne? To govoriš človeku, ki podcast delam, pa vsakeč zlega, kaj je podcast. Ne? Ja, se res. Ne, si lepo rekel, ne, ampak je pa tudi res, jaz pa zmeram, sploh kar se videa tiče, ne? Pa že audio je ta neka umestna faza, veš, med tekstom pa tako, pač fajli so manjši, ker pri videu je pač vse ogromno. Ampak je pa tudi res, veš, da zdaj moment je pa res izjemen zdaj. 4G je več ali manj posod, ker edini zares omogoča pač video kjerkoli. Ker naenkrat imajo vsi dosti podatkov že tako, ne da moraš šparati pa gledati, koliko SMS-ov si pošlal.
Pa še tehnologija, ne? Pač tehnologija je naredila svoje, da lahko vsak več ali manj snema. Sej do tega itak prideva. To vem, ne, kaj me sem zanimati. Ta prvi moment, ki si ga, pa jaz nočem zdaj neke geneze, odločil sem se, ne. Ampak jaz mene to, zato ker mene zanče, kaj pa ta prvič, ki si že snemal, pa jaz tega sploh ne spomnim več. A se ti spomniš? Prvič, nekaj si video posnel, ki si vedel, da to bo pa vlog. Tako, a veš, kaj ti je šlo takrat čez glavo? Lej, to je bilo tako. Jaz sem v tem, preden sem rekel ta prvi vlog, sem ful razmišljal o tem, zato ker je moja Tina že večkrat rekla: "Lej, Ciril, pismo, ful imaš zanimiv življenjski slog, to bi koga zanimalo, kdaj kje posnem, pa pokaž, ker veš, to, kar se meni zdaj dogaja, pa mi ljudje pravijo: stari, razgiban life, imaš super, ko to deliš z nami." Meni se to dogaja že 10-11 let. In pa, a veš, frendi so rekli: "Pa kje si bil, pa kakšen je bil pa hotel, pa a je cool lokacija, kakšen avto si vozil." In pol je vse nekako to organsko napeljalo do tega, da sem jaz rekel: "Hej, pismo, mogoče pa res lahko pokažem, mogoče bi to kdo hotel videti, čeprav izvirna ideja oziroma izvorna ideja je bila čisto drugačna, da jaz ne bom nič govoril, da bom dejansko naredil samo 1 minuto videa na dan, komotar minuta, ne, največji lažnivc na svetu sem, ne, ker na ta način nategujem folk, ne, vsakodnevno, ampak se mi zdi, da je ta minuta ratala tako spremenljiva časovna enota, pač komotar minuta, ne, vsakeč je malo drugačna. In jaz sem dejansko mislil, da bo ta prvi vlog, veš, sekunda tukaj, sekunda tam in da prijemo do 60 sekund in to je to. Okay. Pol pa, veš, no, ampak da greva nazaj, ne, kako pa, kdaj sem se odločil, najprej sem se ful ubadal s tem shit, pa fotoaparat, pa hudo kamero, pa ta prava opremo na kompu, pa zmogljiv komp, da bom jaz vse to zrihtel, pa se pa enkrat pelem, točno vem, kje sem bil, cestninska postaja Kompolje, malo pred Lukovcem v smeri proti Ljubljani, držim svoj telefon v roki, ker sem en zgrešen klic imel, pa sem rekel: "Stari, pa ti si vse, kar jaz rabim." A veš, mislil sem si, snema HD, kakovost je dobra, zvok še kar v redu posname, vsebina ne bo tista ta glavna stvar, pa tudi če ni tehnično popolno in tako naprej. Pa sem pa, ne vem, prižgal kamero in sem posnel ta prvi kader in sem rekel: "Ok, daj za fora, da probam." In pol takrat naprej se sploh nisem ustavil. Veš, to je bil kar ta prvi vlog že zvečer, ne vem, lepotica na avtocesti, kaj sem to zdaj naslov. In te prve 3 dni, mislim, preden sem se ustavil, sem naredil 192 vlogov. 192 dni zapored, da je pa prišel Božič, pa sem rekel: "Ok, 2 dni pauze, ker če ne bom zdaj to ne bo šlo več skozi. Familija, otroci, a veš, prazniki, umirimo se malo." Okay. In pa sem kar začel. In ta prvih 5 dni jaz te vloge nisem nobeno pokazal. Pokazal sem moji, pa familiji, pa sem se rekel: "Ok, naredimo Facebook page, odpri YouTube kanal, vršta prvih 5 gor, let's see what happens." Itak nisem nič pričakoval, stari, pa zanimanje kar naenkrat začelo rast, čisto organsko, pa se je pa začelo dogajati. Ne? Se to je najlepše organsko, ne? Ja. Mislim, jaz sem tudi kle, kar se aparatu zatiče, ne da zdaj, ampak to je meni najlepše, no? Ja, da je tukaj time, pa da pol neki rata, ne? A to veš, kakšno nerodnost sem si naredil? Ne? Ker te prvih par dni je bilo komotar minuta, ni bila komotar minuta, ampak je bila minuta na dan. In jaz sem mislil: "Stari, koliko sem si jaz genialni ime spomnil." Pa je začne malo brskati. Stari Jonas, in to 2.9. Jonas, ki je itak pionir za mrzkašno stvar pri nas. Jaz sem mislil: "Stari, daj tole pa hitro spremeni." Ker bojo vsi rekli: "Jonas je že delal, veš, kjer plagiator si ti." In sem bil ful razočaran, ker sem mislil, da sem si jaz to spomnil. Ne? In pa sem malo pogledal te Jonasove stvari, ful dobro, koliko 100 ali koliko jih je naredil, vrhunsko. Ne? Sem pa začel gruntati, da ne bo od mraka do zorja, od jutra do večera, kakšen klišej. Imena so zmeram. Stari. Pa sem pa rekel: "To mora biti nekaj, kar je z mano povezan in moj prijink bo z mano povezan za zmeri, pišem se komotar, ne bo minuta." In folk je bil ful tako: "Ne, stari, to se ne sliši dobro." To sem rekel: "Ne, fuck it, jaz bomo komotar minuta in to je to." Jaz imam itak teorijo, da imena morajo biti v štartu, mora biti samo ok. Tako, ni nujno, da je vrhunski ime. Zato, če vsebina postavi to zares na noge, pa bo tudi ime ok. Sam za nič ne sme biti. Če štartaš čist katastrofo, recimo, tam je panika. To je tako izmerno meni, pri basketaših, tele cifre na dresih. Zdaj 23 od Jordana ni. Ne. Ampak ni pa slaba cifra. Ne, seveda. Veš, ni 74. Kdo jih hoče 74, recimo. To je edina matur. Okay, zdaj pa še eno stvar, napreden gre nekako. To me zanima v bistvu. Ta frekvenca, ki jo jaz vedno rad poudarjam, da jo pač treba držati. Jaz sem jih naredil 85 zapored. Prej sem imel tedensko. In bilo 85 intervjujev. Pač to je bila, pa sem pa rekel: jaz bom umrl. Ne, ampak te gre se o tem pogovarjati, to se mi pa zdi vredno. Sploh zaradi tega, ker ti res imaš sploh to dnevno frekvenco. Mislim, kako
pač se sooča s temi, ki se zgodijo v burnoutu. To sploh nam vprašal, če se, ker vem, da se, ker je pač nemogoče, ker drugače ne vem, bi bil res robot že napolnjen. Ampak, veš, kako probaš to pač pohendlati? Ne znam sploh drugače vprašati. Stari, to je v bistvu po eni strani ful zanimivo, zato ker je veliko lažje, kot sem mislil, da bo, pa obenem veliko težje, kot sem mislil, da bo. Veliko lažje je zato, ker a veš, jaz sem ful entuzijast, zanesenjak, ki pride do fotografije pa do videa. In jaz vem, da sem, če najprej to prenesem na fotografijo, jaz vem, da že 10 oziroma 13 let fotkam avte, pa še zdaj, ker jaz končam s fotkanjem avta na terenu, ne glede na to, koliko sem zmahan, ali je to zvečer, ali je to sred noči, ne glede na to avto vreden 7,800 € ali pa to avto, ki je vreden 370 €, jaz komi čakam, da pridem domov, pa to pogledam, pa da te fotke obdelam in jih dam gor. Mene to rajca, star, jaz mi čakam, res, še zdaj je tako. In pri video osebini je pa dosti podoben. Pač jaz, po eni strani me to ne obremenjuje toliko, pa me ne zmatra toliko, ker jaz večer pred dnevom, ki prije ne razmišljam, stari, kva mi jaz jutri posnel, jaz moram vsebino goriti, jaz to vsak dan delam. In ta trenutek panike se mi je mogoče v tem slabem letu zgodil 2-krat, mogoče, ker sem res, a veš, ki si zmahan od vsega, poln kufr imaš vsega in rečeš, da je nekaj, kako bom zdaj zjutraj spet, a bom začel z dobro jutro, a bom kar cesto snemal, kva bom naredil. Ampak, a veš, še vedno me to po koncu drži, da pač meni se dan začne in jaz snemam to, kar se mi dogaja. Ne rabim razmišljati preveč in reagiram na to, kar se mi dogaja. Ajde, če snemam sladko kisle, moram malo pred tem razmisliti, lej, ta avto mi je všeč, kaj točno mi je všeč, kaj mi ni všeč in pol to povem. Ostalo je pa popolnoma organsko in to je pol ful lažje, če ti dejansko snemaš to, kar se ti dogaja. Ja. Ker režija, razmišljanje o scenariju in to naprej, to je tisto, ki ti ful energije pobere. In pol tisto, ki priješ, še najtežje je pa zvečer se usede dol, pa to zmontirati. Ali pa pač, če ne zvečer, vsaj zgodaj zjutraj, ali pa čez dan, če imaš kaj. Ti si malo tisto, shit, lej, ful se mi stvari dogaja, se moram pa umiriti, pa si moram 1, 2, včasih 3, 4 vzeti, da to skupaj spravim. To je malo težko, ampak obenem, takoj, ko se začne dogajati, pa imaš te prvih 30 sekund sestavljenih, poveš, dober flow je, da bom to nadaljeval in pol te ta zanesenjaštvo te ponese skozi. Ja. In po eni strani je težko, ker moraš biti skoncentriran čez dan, moraš paziti, kaj se ti dogaja, moraš to beležiti in pol to tudi skupaj spraviti s trezno glavo, v smislu, lej, pač ena rdeča nit mora biti. Ja. Ta vlog mora imeti začetek in konc in vmes mora biti flow dober. In po eni strani moraš biti res ves čas skoncentriran in pol včasih si res malo, lej, stari, mislim, a veš, na tleh si, konci, ne psihično, ampak fizično te to utrud. Tako da to mi je že malo hudo včasih, kar se pa ustvarjanje vsebine tiče, lej, to se mi zdi pa, da kar laufa, pa da nekako nisem se še naveličil, pa upam, da to tudi ostane tako. No? Ja. Ne, jaz ful razumem, ker meni tudi cajt mem padejo. Ja. Tako, ker je ta, ker to rad delaš. Pač. To je grozen po eni strani, ker pa ful delaš. Ne, a veš kaj, najbolj grozen je, ker jaz povem ljudem, se mi zdi, da mi vizualci ali pa tisti, ki radio stvarjamo, to čist drugače gledamo, kot tisti, ki pač od zunaj na to gledajo. Ja. In oni rečejo, stari, vsak dan moraš ti video sestaviti. A si ti na glavo padel. Vsak dan moraš nekaj blebetati ali pa to, jaz pa to gledam. Ja, to je meni je to cool. Jaz to ful z veseljem delam in zato tega ne gledam, ali pa večino časa ne gledam kot na delo in zato mi je to toliko lažje, tako da drugačni šans, stari, da jaz naredim 192 dni zapored, vsak dan video, pa zraven še v službo hodim, pa druge stvari delam, no fucking way. Ja, tako pa veliko lažje. Sam dokler imaš feeling, da to ni del, ne? Ja, to je ključno, stari. Veš, dokler imaš film, da ni del, se pa tudi to pozna v videu. Ne? Da jaz neobremenjen rečem, stari, to se mi je zgodilo v tem trenutku, pač ni zdaj nek full suffer. Ne? Čeprav je to fizično in psihično vsem zelo naporno, ampak po mojem moraš biti tudi po eni strani malo zažagan. No? A veš, da to stvar sploh delaš. Ja, ampak kot je lepo si rekel, jo ne delaš prav dolgo, če nisi narejen tako. Ja, točno to. Mislim, da se bleferati ne moreš. Ja. Sploh pa ne na dolge proge. Jaz sem in for the long run. Ja. Jaz si želim, da bi to delal še dolg časa, verjetno ne bom več vlogal, ko bom star 60, ampak stari par let bi pa že rad odpulil in videl, kaj se vmes zgodi, kjer druge priložnosti se mi ponudijo, da to mogoče dvignem na novo raven, whatever. Ne vem, pač jaz sem in for the ride in ne vem več, kaj več doska ostali, ki pravi, stari, kauš pa pol, kako pa bo to? Stari, ne vem, jaz sem se usedel na ta vlakec, ali pa sem stopil na ta tsunami in zdaj drvim. In se ogromno stvari zgodi. Ja, ampak je pa
to se ful strinjam, ampak je ta forma, ne, pač vloga, ne, kot tazga, je pa v bistvu dosti hvaležna, dokler si sam od sebe odvisen. Ne. Ja, a veš, ko se mi zdi, to mene v bistvu najbolj fascinira pri tem, ker ni, pa nam zdaj, da sam klep primerjam, ampak veš, jaz pač, ki intervjuje delam, ti smo mogli, zdaj sem prijedni, jaz sem mogla uskladiti, veš, vse te nekaj, ne. Mene zato me to pač me tako fascinira me, ker si pa ti, ne. Ja. Pa jaz imam klep problem, mi smo danes jih 1 uro pogovarjala, ne. Ja, tudi, ker se z ostalimi jaz pa to pač montiram. Ja. Mi je res, meni je tudi, to si ful dobro rekel, meni montaža, jaz sem kar klepa, montiram, pa sem kar fajn. Ker je bizarno, ker če bi te en pogledal, bi rekel, lega, pacijenta, ne. Pol je ura 3 po noč in ti si že full of energy, stari, pizda pa. Ja, pa klelem mal, pa tolnem dol, pa ja, okej, to se v klesa čist najdeva. Ampak ta, ki sebe gledaš, ne. Kje smo na sebe poslušati? Jaz imam sebe tok poln k, da je noro. Mislim, to je. Ne, ker jaz, ljudje mislijo, da jaz pač to posnamem, pa dam ven. Jaz gremo vse čez. Ja. Pač, če smo kje dosadni, te uživo, mogoče malo manj montiram, ampak tam ostaje. Kako pa se s tem, tako, veš, ali si se že odmislil, jaz sem sorry, no, tako sem hotel v bistvu vprašati, jaz sem se že zalotil, da sem se že odmislil in pa sebe poslušam in je tako, ta pa, bravo, to star, ti dosto povedal, veš, ker je že to, ne res, ker sem že toliko teh stvari slišal, razumeš, da sem se že parkrat zalotil, ker sem sebe poslušal in mirno mislil, da je to nekdo drug. Se ne zavestno veš, da si ti. Kako si to zmislil, stari, kjer car? Ne, až kako je, če jaz ne bi za Siol Automoto snemal video od 2.6 naprej, razmeroma redno do konc prejšnjega leta, pa bi bilo to čist drugače. Ampak tako sem se pa navajen videti, ker razumeš 100 ur v montaži, ko gledaš sebe, kako se motiš, kako imaš prav, ali pa kako karkoli narediš pred kamero, a veš, to ti daje eno kilometrino, zato zdaj čist drugače gledam na to. Tako da v tem smislu se nikoli ne oddalim, kot si rekel, se včasih od sebe oddališ, pa mogoče vidiš, kva sem dobro povedal, tukaj sem še kar prisoten, sem pa ful ponosen, ne, če odpulam tako 30 pa 40 sekundno sekvenco govorjenja, za katero vem, da sem sposoben narediti brez napake, ampak vsakeč, ko to zaključim, si mislim, bravo, stari, kot je rad, ne moreš reči. Pa pol še veš, da pri montaži ti bo lažje. Jo, to je ful hvaležni. Ja. Čeprav veš, to je tako, ne, pri meni so kratki kadri, so ful hvaležni, da ostane ta dinamika. Tako da se probam vse izogibati, da nimam monologa minuto pa pol, ker to zelo hitro dolgočasno rade. Ja, pa se ti B-rolo se kar trudiš, ne, da presekaš več. Ne? Mislim, to sem že pogrunto, pa pri videu pač, ne moreš. To ni sam kamero postaviti pa govoriti noter, ker je dosadno, ker je tok hitro dosadno. A veš kaj, za komotar minuto je ful značilen. Jaz ful hitro menjavam kadre, pauz med govori praktično nimam, zato ker bi rad obdržal dinamiko, ker folk na internetu je nestrpen, valjda, vsi smo. In ti lahko isti govor, če ga narobe postaviš ali pa narobe kadriraš, imaš ti po 25 sekundah poln kufer vsega. Ali pa najkasneje po 40 in to noben ne bo gledal. In zato je ta flow toliko pomemben, stari. Lahko pa gledaš, pa ne samo komotar minuto, pač dobro narejen, sestavljen video, lahko gledaš 7 minut, pa rečeš, stari, ko je to mim padlo, sploh ne morem verjeti. In to je tisto, ki je včasih najtežje narediti, dobiti flow, pa najtežje je kakšne stvari ven rezati. Ker veš, da si dobro povedal, ali pa da je dobro povedal, ampak flow se suje, ne? Pa moraš pol to včasih malo porezati, pa tako, ampak če ni flowa, ni videa, pol ni tistega žofta, ni erotike. Veš, ni samo vsebina važna, ne? Zato mi je tudi toliko pomemben, ne? Zato sem tak perfekcionist, stari, le vsak vlog komotar minute ima, da jim reči od 50 do 140 različnih kadrov. In jaz čisto vsakega zmontiram na desetinko ali pa še bolj natančno. Zato, ker če sfališ 2 desetinke, ne, ti se suje flow, pa pol traja par sekund, da se pobere in to se na koncu pozna. Mogoče sam jaz to vidim, stari, ampak meni to toliko iritira, če ni dober flow, da raje še enkrat z začetka začne. Pa vse te jump cuti, ta estetika, veš, teh hitrih, jaz moram reči, da na začetku, pač to je itak YouTube stvar, če se je kje to zgodilo, se je na YouTubeu zgodilo, ampak moram reči, da je že zaradi montažnih programov, ki so zdaj, ki je vse pač dejansko lahko linearno, pa ti telefon, da res do tega prijava, to je še zmerno noro. Ne, ampak tako se mi zdi, da je to estetika ratala tako, veš, kako so prej rekli, koliko cajta je trajal, da je blog prišel v zavest, Jaz vem, da ta estetika je pa zdaj že par let, je pa tako, folk jo prepoznano.
Až ni več tuja. Na začetku jaz se spomnim nekaj prvih na YouTubu, ki so se skakali, pa beseda. Filip De Franco, recimo, glavn, ki je to delo. Ja, recimo, De Franco, točno to poln Shane, pa ne vem, kje. Zdaj sem se pa jaz s tem prvič srečal. Še delač preden sem z De Franco, recimo, on je res posterčalec za to, za hitre kate. Ampak jaz sem, parkrat smo na Siolu snemali koga ali pa bil intervju v avtu ali whatever in je bil ful težek govorc v smislu, da stavke je 100krat prekinil vmes in to je bilo treba nekako privlačno celoto narediti. In sem rekel, fuck it, dajmo mi to kat, vmes pač imaš neke pokrivce, ampak dajmo mi narezati tega modela tako, da bo približno privlačno zgledal. In sem že takrat rekel, stari, tip je povedal minuto govora, ki je bila skrajno dolgočasna, jaz sem to skrajšal na 17 sekund in je šlo to skozi. In pol pa gledaš videospote, ki so full kratki kader, gledaš, ne vem, Top Gear, ki imaš svetovni kader, ki je ta kader, ki ga 3/4 sveta ne more reproducirati, pa traja točno 1,7 sekunde. Ja. In pa si misliš, pizda, take stvari se žrtvujejo. Kader bi lahko rekel 7 sekund, ampak za voljo dinamike moraš to delati. In to sem pač jaz sam pretvoril oziroma umestil v svoj vlog. No, ampak to je pa naslednja stvar, to je ta ven metanje. Ja. Koliko moraš to še zmerati čez sebe? To, kar si rekel, dober kaj, pa kaj ga ti poznaš, zdaj Top Gear, ki ti si res, tudi tam noro, imaš take posnetke, že vidiš, koliko je bilo denarja noter vrženega, da lebdijo 4 helikopterje, ne vem kaj, pa vidiš 3 sekunde, tako modeli, sej lahko, dajte nekaj extended. Ampak tako, koliko moraš pa ti, valjda si zdaj že zvrzel, ampak tako, moraš še zmeraj te odločitve imeti, ok, tole gre stran, čeprav je ok, pa to je sklepam na dnevni bazi. A veš kaj, tudi tukaj imam full kilometrine, sicer per fotkah. A veš, ti, ki začneš fotografirati, pa tudi, ki že dlje časa fotografiraš, stari, narediš, ne vem, 600 fotk, pa narediš prvi izbor, pa jih imaš samo še 150, moraš pa prijeti na 7 fotk, ali pa na 24 fotk. In ti si pa 40 in že krvaviš in jokaš, jaz ne bom več nobene zbrizu, ker ti je cool, ker je super, a veš, ampak pa si prisiljen na to, pride urednik, prav stari, vrš stran, če ne bom pa jaz, ker on ni emocionalno upleten. In jaz sem se s pomočjo fotografije, pa pač metanja stran fotk, pri fotografiji naučil tega. Tako da sem dobil zicleder, da zdaj, ko imam video, pa režem, stari, stisnem zobe, pa me ful boli še vedno, ker sem emocionalno upleten, ker vlog je na en način je to moj otrok, digitalni otrok, stari. In pa rečem, pizda, en prstak ti bom odrezal, ni mi cool, ampak še vedno boš ok. A veš, kako hočem reči? Ja. In zato se vsak dan spopadam s tem, pa je kakšna grimasa dobra, ampak ni ok, je ok, pa ni ok. Tako da moraš odrezati, stisniti zobe in za voljo flowa, za voljo tega. A veš, ljudje dostikrat ne vejo, da je ta kader obstaja. Jaz si mislim, oni ne vejo, da je ga stran. In jaz ne smem nas to gledati. Tebe pa vse zlato, ne. Ne, pa vse zlato. Ja, se to pozna. To je. Ja, ne, ampak jaz sem tudi, pač, se pravim, pri podcastu imam drugače, ampak tudi kar sem videl, pač to je dosti res, ker sploh karkoli gledaš, pač si misliš, koliko je bilo še zraven. Se mi zdi, da to mi je zanč, ker sem imel Bizovičer, rekel, da doskrat je tako, da več kaj je ostalo, kako že na tleh, ne, so včasih film rezali ali whatever, ne. Boljši je mogoče končen izdelek, ki je še bolj destiliran, recimo, ne. Definitivno, veš, tukaj se jaz doskrat spomnim na tega Roberta Lešnika, slovenskega oblikovalca pri Mercedes, on je šef oblikovalne in on ima tisto, se sem v vlogu povedal, ne, da takrat, ko misliš, da je perfekt, ne, takrat še eno linijo stran vzem. In to je meni, stari, to je meni zlato pravilo, ne. Vzam stran. Ljudje prvič ne vejo, koliko footage si imel, kaj vse bi še lahko noter bilo, probi se distancirati od tega, vrš stran, ker na koncu šteje kompaktnost izdelka, kakovost izdelka in včasih je pač na tak način boljš. Je pa težko. Ne, se verjamem, ker pač sploh, že spet zato, ker je ta vlog kasti, ne, a veš, se mi zdi, da to je tudi ta emocionalna, to v bistvu si lepo rekel, ja, a veš, ker si res ti, pa imam pa 20 sekund, ki loči skul, ampak fuck it, ven. Ja, stari, vsak dan. Ja, verjamem, to mora biti kar balano, pač. Ok, še spet, pa še ena stvar, pa YouTube, pa Facebook, ne, to imam pa zdaj neko obsesijo, zdaj sem imel te skečeholike, pa smo se malo to pogovarjali, pa še tega vprašal, ker ti si na obojmu, a ne. Pa ti prvo, moja tezo prvo pozloži, pa se mogoče reakcija na to. Meni je YouTube res, mi je cool. Ne cool v smislu sem, da je fajn, ampak se mi zdi, da tam je res, kar se produkcije zdaj altuje, razumeš, pa tudi kar je pri nas gor. Se mi zdi, da je vse malo bolj klesi narejeno. Tudi Google, ker ima toliko izkušenj zdaj pri YouTubeu, zna obdelati posnetke. Tisti, kar daš gor, res se kar vestno prenese na tisti, kar je pa v playerju, ne. Pa je pa na drugi strani ta Facebook, ne, ki mi pa vse malo bolj čipi spade. Yeah. Tudi tvoje zadeve, če jaz sem naročen na YouTubeu, ne,
tam gledam, ne, pa kaj mi pa preletiš v feed na Facebooku, ne. In me res zanima, zdaj, kak imaš prvo ta odnos do tega, ne, kako YouTube funkcionira, glede video pa Facebooka, ne, pol pa kako se to tepe, valjda pa pol s publiko, sploh v Sloveniji, kjer je pač cela Slovenija na Facebooku, ne. Lej, to je tako, jaz imam s Facebookom, če z njim začnem, imam tak love, pa res ogromen hate relationship. V smislu, da veš, kaj jaz video dam na Facebook, ne, pol zdaj ta njihov program, ta video skompresira, pa ne vem, kaj vse z njim naredi in kaj ga ti gledaš, ne, je prvič ima slabša kvaliteta, drugič počasih zvok in slika nista posinkana, ne. Stari, jaz nisem kriv. Moj video je propisen in na YouTubeu še nikoli ni bilo niti stotinke zamika. Na Facebooku pa kar je, pa ne vem zaradi česa, jaz na to ne moramo vplivati, folk pa stari, pa kva ti delaš, a veš? In to je tisti hate del, ne? Po drugi strani je pa Facebook zelo hvaležen, zato ker tako, kot si ti rekel, stari, cela Slovenija je na Facebooku in jaz imam na Facebooku zaradi tega, sem mu hvaležen, ker je toliko gledal na Facebooku, ne? A veš, sicer res tam tudi malo drugače šteje, čim se ti samodejno zarola, ampak vseeno, na Facebooku je krat 7 ogledal v primerjavi z YouTubeom, je pa res, da YouTube na en način malo zanemarjam, zato ker ga ne pušam ful, dajem pa videe gor, zato ker vseeno me tam spremlja tudi pač številka, ne mislim, da nekaj čez 6000 in to je pač kar velika številka, tudi za slovenski trg in moram reči, da bi ga včasih mogel malo bolj porivati naprej, ampak veš kaj je problem, YouTube pa Facebook se ne mara. No, Facebook ne mara YouTube. No, dajmo tako reči, ja. In če jaz dam video na YouTube, pa ga pa linkam na Facebook, tudi ni nujen, da se bo pokazal pri toliko ljudeh in to je tisti problem. Ne? Zdaj v kratkem bom dal tudi svoj sajt gor, tam bo pa polinkan samo na YouTube pa na Instagram, da boš imel nek flow, pa boš tam malo lažje imel malo boljši pregled recimo na tem. No, ampak Facebook je pa hvaležen zaradi ogledov, pa konc koncev, ker pač ljudje so zaljubljeni v Facebook zaradi različnih stvari in tudi prav je tako, ker ne, je pa res, da včasih malo bolj češko izpade video, ampak lej, to pa res ne morem pomagati. Se to vem. Pa mi gre na jetra. Se vem, ne, zakaj, glede zaradi tega sem te, veš, kaj se ti vidi, pač, kako si prej rekel, ti se potrudaš, pa minteraš, veš, to je pač, tako, to je otrok, ne, so prej rekla, ne. Ja, in polka, da, veš, meni res YouTube mi je nerealno bolj klesi in tako se mi zdi, da vse, kar tam gor delajo, mislim, ne vseeno, se ima tudi svoje probleme, ampak tako, nekako prav za video, a veš, tako res je, najdeš stvari. Se je. Ja, sej. Veš kaj je, ljudje so mogoče malo so vsem distancirani od YouTubea, ker se mi zdi, da se mnogim zdi še vsem malo prezakompliciran, čeprav je čist simpel. V smislu, da pač imam svoj account in zdaj to povežem, imam Gmail in zdaj to z YouTubeom skupaj, in pol mi bo vedno, ne, in pol je to včasih že malo preveč. Facebook pa imajo in je absolutely no effort treba, da se pač te zadeve vidi, ne. Tam je pa mogoče en korak več ali pa mogoče, veš, kaj pa je sem, publika je vsem full večja na Facebooku, kot je naročnikov na YouTubeu. Ne, se to itak, sam tako mi je pa, no, ampak to mi je, tako zanimivo mi je ta, ki si rekel, da ga malo zanemarjaš, kar se opazi. Ampak tako, ne, ampak štekam ta vzgib, ful, to je tako racionalno, ti se vse strinjam s tabo, ampak jaz imam pri sebi, ki gledam, pa ne moram čez to, da mi je tam bolj klesi. Ja, ne, se tako je. Ne morem. Jaz se tudi borim s tem, da bi mogoče rekel, fuck it, kaj pa če bi sam na YouTube dejal, pa bi to na Facebook dejal sam. Po eni strani se pa ful bojim, stari, koliko mi bojo pa zdaj v gledi padlo, kaj zdaj to pomeni, ker pač, zdaj sem že malo zahteven, ne? Zdaj pač jaz hočem imeti toliko gledov na dan, ker se mi zdi, stari, ne vem, pač dobra vsebina, jaz jo hočem ven spraviti in pol, strah me je mogoče narediti ta korak, ne? Ampak v tem trenutku, se Facebooku ne obetajo zaenkrat še kakšni hudočrni časi, kar se tega tiče, zato bom na ta način kar ustrajal. No? Ja, to. Okay. Ne, pa se je fair enough, ne, sam tako je pa zelo zanimivo, no, da kako je, recimo, YouTube je zmagal internet, kar se videa tiče, to je pač fakt, ne, tako je življenje, ne, kar tudi ni dober, ne, na dolgi rok, veš, da ena firma tako vpliv, ne. Tako da po eni strani jaz malo navijam za Facebook, po drugi strani pa to še zmeram Facebook, ker so pa še ne 7 drugih načinov, veš, grozna firma, tako res, ne moreš zmagati, no, ampak mi je pa fascinantno to, da, no, kul mi je, da imaš te premisleke, ne. Veš, ker ne ve, veš, to v bistvu ta del me je še nekako najbolj zanimal, vse kar se vloga tiče, ker je to res vprašanje, da bi enemu rekel, ki bi zdaj štartal, v kva bo smeru človeka. Ne, pa sej, jaz sploh ne pričakujem odgovora. Ne vem, kaj bi rekel. Se točno to. Jaz bi rekel stari del boje, ne? Ja, pa pol vidiš, kaj se zgodi, ne? Ja. Okay, to sem jaz naredil. Mene to čisto ležit odgovor, sem tako pravim, ampak jaz
Jaz zmerno tako pa razmišljam isto, veš, jaz tam mail, jaz bi pa podcast delal, pa jaz, prijatelji, ne pa se ostaviti, ne, veš. Tako ne, veš, ampak isto je s tem, veš, se mi zdi, mene te stvari me pač, po eni strani po tehnologiji me ful zanimajo, po drugi strani pa čisto antropološko, tam je Slovenija, tam je malo bolj cool, veš, tako, se mi zdi, da je tako zanimiva zmesje, no, ki jo treba navigirati nekako. Ne. Ja, jaz sem drugače zelo ljubljen YouTube, ne. Jaz jutri, veš, najprej pogledam skoraj na NBA.com, pa še to ponovadi kar na YouTube, na NBA channel, veš, in pol se mi tam zarolajo predlogi in vse ostalo in pol probam se upreti YouTube črni luknje, ne, ko te posrka. Ja, in te prosico, ne spustite, ti bi rad ven, tudi na zajtrk greš, ne, ti gledaš, pa trailerji, pa to, pa podcasti, ki so v bistvu zdaj že videocasti, whatever. In to je po eni strani je kar malo grozno, ker se je težko stran trgati. Jaz sem tudi furaš YouTube, ampak Facebook je pa po drugi strani ne samo zelo koristen, saj je tudi prijeten na 1000 različnih načinov. Tako. No pa di kle se samo stava. Jaz sem se zdaj zalotil, da sem naročen na veliko več kanalov na YouTubeu, kot sem bil pred enim letom. Tako bom rekel. Pa zdaj, pa Chromecast imam že 2 leti in pol let Simple vrš, to se skrb na TV, ne, in pa jaz v bistvu samo na TV gledam, jaz na telefonu skoraj še gledam YouTube, ne. Pa ajde, ene 3 kanale, ajde. Stari, jaz sem naredil čistko in sem in sem naročen in sem v tem trenutku naročen na 2 stvari. Oh, wow. In pač na Dude Perfect, ki so Američani, ki delajo norčije z žogom, pa zdaj že vsemi drugimi stvarmi in njih spremljam od začetka. Okay. Casey Neistat, ampak ga ne gledam več, ker preprosto nimam časa. Valjda mi ful očitajo, da ga kopiram na ful, ne. Pa se je to meni to hilarično. A veš, tudi Casey ni bil ta prvi, ki dela na ta način, ne. On je bil ta prvi pa izviren vloger, ne, ampak je pa zelo domislen, ne, pameten, ki svina ve, zakaj gre in zna sproducirati vsebino tudi na dnevni ravni, ne. Tako da valjda ful je podobnosti vmes, ne. Sem, ki mi pravijo, stari, ti imaš ful kat, skačeš iz kadra v kadra, sem mislil, stari, jaz sem z kadra v kadra skakal že 7-8 let nazaj, ker sem delal druge videe za Siol, pa a veš. Ampak gled, da te sam jaz, da te pomirim, klele, ker se že snemava, ne. Ja. Mislim, to res nima veze. Ne, ti si že zmerom ti, to pač na ta način dela, ampak ben te nav zamenil s Caseyjem in ben Caseyja nav zamenil s tabo. To mene, posluži ta rent zdaj, ne. Ja. Ampak to mene iritira, ker je pač na netu in jaz ne vem, kako več to folku dopovedati, je pač ali dober ali pa slabo, odvisno kako ima kakšen odnos imaš tega, pač ratelj, da ta neka osebna nota pač mora biti. Jaz sem največji borec za avtentičnost, to je ta beseda, ki jo zelo rad uporabljam, ne, pristnost, brez katere na netu težko, da boš kogarkoli poslušal ali pa gledal ali pa mu sledil. To je pač res, to je moja teza, ki se mi vsak mesec znova potrdi. Ja. In ne mislim, mene to ta tipa kope, pa kama, še zmeraj pol folk to gleda zaradi Cirila, razumeš? Na dolgi rok folk gleda zaradi Cirila, ne zaradi jump cutov, razumeš, ker so mogoče podobni še 47,000 in kaj to delajo. Recimo. Točno to. Se veš, mene to v bistvu sploh ne razjezi, sam pač hecen mi je, zato ker pač nekako folk ne vidi cele slike, ampak gleda 2 vlogerja in pol vidi podobnosti, ne? Ja. Namesto da bi mogoče videl razlike, tako to si rekel, ne? Avtentičnost je v bistvu ključ. In čim ti a veš, ogroman je pa vlogerjev, ki recimo tudi v Sloveniji kakšni, ki odkrito kopirajo Caseyja. A veš, ista muska, pa isti način, pa fonti isti za naslov vloga, pa tako, a veš, to mi pa v bistvu po eni strani ni cool, ne, daj bod ti, ker sam če si ti, če ne blefiraš, če kažeš sebe, ne, s tem na ta način lahko uspeš, ker čim blefiraš, stari, v bistvu lažeš za začetek že sam sebe, kva šele drugim, ne, in pa to na dolgi rok ne gre. In ta na dolgi rok, to se mi zdi, da pač je ta premislek, ki ga mogoče kakšen folk nima, ne, ker to si že dvakrat, da še tretjič to rekel, ker se mi zdi fajn to ponavljati, sploh, ker pač še ti to rečeš, ker si jih tok naredil vlogo. Pač na dolgi rok res ne moreš blefirati. Pač res ne moreš, jaz ne vem, kako to folk pove, ker ti, jaz bi delal nekaj, bom delal vlog, pa vidiš, kaj si, bom zdaj tako, kaj si delal. Kul je, če tako začneš, da imaš neko smerokaz, ne, ampak ko boš ti delal pa ta 35 video, ne, boš pa mogel nekaj po svoje narediti, se boš pa ti pokazal, ker ne moreš cel cajt biti tako, napet. Veš, to je še ena usporednica, ki sem jaz fotografije potegnil. Veš, ko sem jaz začel fotkati avto, sem bil ful pod vplivom. Normalno, to je logično, ker nimaš še česa oprijeti in pa gledaš tuje revije, ta je tako naredil, jaz bom isto probil narediti. Ampak kjer dober šot od strani Penny, jaz bom isto probil narediti. Ampak pol, stari, čez leta in leta kilometrine se oblikuje nek lasten slog, ki je pa pol res samo tvoj in pač tistega se moraš držati. In zato, če sem pri fotografiji rabil, ne vem, 5 let, da sem rekel, ok, to sem jaz kot fotograf, jaz to dobro delam, rad eksperimentiram, rad druge pogledam še vedno, ker stari več glav več ve in se mrskej naučiš.
Tukaj sem pri videu, sem pa veliko manj rabo. Ne? A veš, kakšno cako že potegneš sem, pa kaj, tudi nezavedno kdaj. Ne? Ampak jaz sem sam gledal, lej, jaz hočem, da video tako zgleda, da bi ga tudi jaz pogledal, pa da sem jaz. Da pač ne bleferam, ker jaz sem se na začetku mogel odločiti, ne? Ali bom zdaj jaz govoril novinarsko objektivno o avtomobilih, ali bom povedal, ali bom sploh kaj govoril. In pa takoj priješ do tega, stari, jaz sem pač povedal, kar jaz mislim. In mi je čisto vseeno za to, kaj si drugi mislijo. Pa govoril bom tako, kot jaz zdaj s tabo govorim, pa sosedom, pa čisto nič drugače. A veš, kaj hočem reči? Ja. In to je tisto, ki je mogoče za ljudi, tako je bil kar en tak prijeten šok. Stari, letaj pa v avto, točno to povedal, kar si mislil. Pa na tak način, ki pač on govori. A veš, se meni tako, a veš, Joe Rogan doskrat reče, zakaj politiki govorijo tako uradno in danes sta se sestala premier Cerar, stari, tako noben govori v resnici. Ne? A veš, jaz bi povedal, pa se raš povem, kako je. Ja, te avtoritarne diseminacije, pač internet je na en način res brisal. Je pa res, da jaz mislim, da jaz imam tako, ta avtentičnost, jaz mislim, da je to dejansko sama estetika, da potem vsebina, a veš, moraš še zmeraj stati. Ampak ta forma, katero pa ti podajaš, je pa na pač v modernih časih, oziroma se gleda 2017, si to upam reči, je pa tako, kot sem prej rekla, pač že jump cut estetika so jo ljudje kupili, a veš to, da ljudje res govorijo, tako kot ponavadi govorijo, zdaj seveda lahko valjda to izboljšaš in vse živo. Seveda. Ni pa več te, pozdravljeni. Ja. Jaz sem bo sedaj nekaj povedal. Vsebina je kralj. Ja. Ti moraš imeti vsebino. Ti stari lahko delaš salte, prevale, mečeš se na trepalnice, lahko delaš trike, a veš, tako pa drugače, ampak če ti v bistvu ne daš neke vsebine, a zdaj pa je to sam dober kader, a ti nekaj dobrega poveš, ali je pač nek flow dober, če ni tega, pol ni nič, ne. Ja. Mi je pa nekaj hecno, zdaj se nekaj spomnil, lahko to povem. Ja. Škaj mi je hecno, pač moja vsake tukaj, pa zvečer, jaz ne gledam televizije skoraj nič, ampak pol ob 8 se zarola Pop TV in pol je ta usodno vino, nekako si gleda. A škaj mi je ful smešen, stari, to moram vendar. Lej, imaš acting cast, imaš igralce, oni igrajo, in kakšen razkorak je med njihovimi stili, ker točno vidiš, gledališče šola, pa eni, ki so že malo drugači. In eni govorijo tako, kot jaz pa ti, posluši, pa kvamo delaš, a bomo zdaj, a veš, drug pa pride pa govori stari po Toporišiču. Ja. In jaz sem tako občutljiv na to se tako tepe eno z drugim, si mislim, pisarija, aj noben nič ne reče, tako zakaj v enem kadru, v eni sceni en govori tako, kot bi se jaz pa ti pogovarjala, pač normalno in to kupaš, ja noro, ta drug pa govori popolnoma pravilno izgovorjajo. Si misliš, stari, to sta dva svetova, ki se tolčeta pred veliko večino Slovenije, ki to gleda in jaz ne imam tega noben naporajati, a gre pa sam meni to knjižice, pa sem ful Pikolovski, ne vem. A sem smotan? Ne, tako bom rekel, to je eno anekdoto, ki sem jo pač slišal po TV-ju drugače, ampak ki je bilo, ki so snemali, kaj je bila ta, se nam spomni nekaj to humoristično, pač jaz te res slovenske produkcije res dosti malo gledam, ampak so nekaj to snemali, pač igrano zadevo, pa so pol naredili eno epizodo, ki je bil behind the scenes, tako, veš, ki sem pač kazal, kako snemal, pa je kamero rekel, da so pač ljudje ful naravni, ki je vaja, tako, ki so kamere ugasne, da včasih bilo bolj to posnet. Ja. Dajmo to narediti enkrat. Ja. Zakaj pa, ki se kamere vžgeje, pa vse Hamlet? Ja. Veš kaj, respekt, jaz spoštujem vse te igralce, da se razumeva, stari, major respekt vsem tem, ker to delajo, ker to je težko delati. Vem, sem neki od telo ta delati v drami, neki pa prodaja, kaj je vsodno vino, te niso, če so vinari, ampak ne primorci. Nima veze. Okay, nima veze. To sploh v bistvu ni pomembno, ampak meni se te dva stila tok tepete in res respekt za oboje, ker to je, tako kot sem rekel, to je težko delati in moraš dati veliko znanja, izkušnjo vse to, ampak slogi se tok tepejo, da si mislim, stari, to je neverjetno. Kje? Mislim, rent over. Ok, fair, legit rent. Ampak že spet lahko prijava na to avtentičnost, ki je pri nas, mislim, da še ni usvojila. Jaz sem zmerno upal, da se bo zgodila tako od zgoraj na vzdolj, da bojo te veje ali to poštekali, pa bo šlo dol, pa se parkrat se je zgodilo. Ja, definitivno. Ampak mislim, da bo to prej z neta prišlo. Upam. Da so folk toliko navado na neto tega, tako kot se je odzuni, po prvič povedan. Pa ne zdaj, lep primer, kle, pač Casey, ki je res mu je ratal pač do ene publike pridati, ki je pol tudi mainstream v Ameriki, ki so to res zaznale. To je pa res pač nek vod do nekih ljudi, ki pač TV-ja, po moje, ne vem, kdo je gledano. Prvič povedan. In kjerkoli drug medij. Tako sploh ne. Ker za ta male je YouTube pač TV. Stari moja ta mala zjutraj, veš, za vikend, risanke zjutraj lahko, YouTube, uput, reče. Ona je 3 leta stara, ona zna govoriti, ampak za njo je YouTube uput in to zalaufaš in je točen že jasen, kako pa kaj. In ta folk bo še malo pa bojo lahko volili.
Ne, pa to sploh ne mislim tako slabšalo, ampak karkoli, ampak pač to, ker s tem gor rasteš. In zdaj imaš ti dejansko, veš, če ti zdaj le, jaz smo 2017, če si ti 2 Jurija bil rojen, jaz bil ti prvi razred osnovne šole, pa čez osnovno šolo sem imel, je bil že net, bil so pametni telefoni, vse že, in ta folk zdaj prihaja. In se mi zdi, da je pač te, karkoli je, nam rekel tradicionalno, ampak teh ta starih pač struktur, sploh medijskih, pa noben še ni zares pripravljen na to. Realno gledam. Na ta folk, ki, lej. To je res, zdaj te ljudje so zdaj polnoletni. Ki bo 2 Jurija, to je stara sva, to ne bo sploh na običaj, grozen. Ne, pa kaj ne, a veš. No, okay, zdaj pa pejva, kako ti to, a res vse na telefonu, kako to poteka. Pa ne, če ste v ta špil, ampak kaj snemaš, stojaš, zdaj sem videl un video, bom dal to v zapiske, ker si naredil, kako snimam vlog, ker se mi zdi, da lepo pokažem, ampak res me zanima, pač kako je prišlo sploh do... Prej si rekel, sej dosti, pa je HD pa to, ampak kaj pol, montaža dejansko na telefonu, se pol sedeš za komp, ta del me zanima. Ker... Ja, telefon je ta glavna stvar, ki jaz uporabljam. Vem, da se sliši se hecen sploh za nekoga, kot si ti, ker pač imaš pol vse čez na računalniku, pa v bistvu za vzadzga, ki se na kakršenkoli način ukvarja z videom, ali je to montaža, ali to se snema in tako naprej. In tudi jaz se zavedam prednosti računalnika in mogoče bom v kratkem zdaj razmišljam, da bi se tudi lotil montaže, ko je čas na računalniku, ker prehraniš nekaj časa. Ampak preprosto dejstvo je, da veš, telefon je veliko bolj priročen. Tudi če imaš laptop, pa ga lahko v teoriji kamorkoli neseš, stari, jaz svojo komotar minuto lahko montiram na kavču, lahko jo montiram, ko stojim v zastoju, lahko jo montiram, ko sem v banki v vrsti, ali pa kjerkoli, tudi v štacuni, stari, kjerkoli sem, jaz lahko primem to zadevo v roke. In ta priročnost pri mojemu prostem času, ko ga ni, pa včasih tako malo mes pofilam, je kralj. Ta priročnost meni v tem trenutku veliko več pomeni kot to, da pač sem jaz tam lahko mogoče pol urca hitrejši na računalniku. Ker ta program, ki ga jaz uporabljam, Viva Video Pro, se imenuje, bolj simpel ne more biti. Jaz največjega lajka v 5 minutah naučim narediti en tak zelo simpel družinski video, ki ga bo pol imel za zmeri, razumeš? In to je tisto, ki mene rajca pri tem. In nekako sem začel na tem, in še kar ustrajam. In mi je pač to kul. Ne, pa sej, veš kaj, jaz sem zelo tako, jaz tudi, kar se pač montaže, pač audio, pač podcastov tiče, se zelo že dolgo cajta se spogledujem, pač sploh s tablicami, recimo, ker je tam tudi en app Ferrite, se mu reče, kjer se da multitrack montirati audio, vse tako, veš, malo prilagojen prstom, veš, mislim, sem ga parkrat že probil in zmeram bolj, ker ima kaj lezam, je pa res, da si na kompu hitrejši, ampak jaz nočem to tako, sploh ni bilo mišljeno, da bi bilo karkoli slabšalenga, veš, v smislu, zdaj pa na telefonu, ker pač vedno več se bo na temu počel, Je to meni lepa analogija, mi je pač tipkovnice, veš, tale, ta fizična, pa ben ne bo znal tako hitro, jaz imam sestrično, ki je stara 17, nisem še videl človeka, ki bi lahko hitrej tipko na touchscreenu, razumem. Veš, pa se ti zdi noro po svoje, če si navajen na fizično tipkovnico, veš. V bistvu tako, v začetka sem si želel, še preden sem imel kakršnekoli izkušnje z montiranjem, sem si želel jaz to na telefonu montirati, ker sem rekel, kaj če bi vse na telefonu naredil. In mogoče do začetka sploh nisem verjel v to. Ampak pa sem naredil, 10, 15, 20 vlogov, pa sem videl, da ta zadeva full laufa. Jaz definitivno bom imel 40 lele, stari teli členki, prsti, to bo, škrip ali bo fejst, ampak v tem trenutku še kar gre. Pač ta priročnost je kralj, ampak je pa res, kot sem rekel, stari, jaz zdaj razmišljam o tem, da si bom celo zadevo tudi prenesel na računalnik, pa da ko bo čas, to mi gre na eter, da začerka dan prijem SG montirati, pa greš v drugo sobo, ali pa pač un laptop. Pač bolj mi je fajn, telefon prijem v roko, dam stran, nekaj pojem, s tam malo igram. To mi je v tem trenutku še vedno full fajn. Ne, pa se le ferina, mislim, mene to po svojem pač fascinira, ker jaz tudi sem toliko vložil energije, to, da čim več postprodukcije stran pade, ker do ene točke lahko prideš tudi sam s tehnologijo. A veš, kaj mi je tu še full fajn? Ta aplikacija, ki jo jaz uporabljam, imenuje se Viva Video Pro, mi je fajn, zato ker je toliko preprosta. Ker tudi komotar minuta kot vlog, kar se tiče oblike oziroma kako je videti, bazira na preprostosti. Jaz ne kompliciram z montažo. Jaz imam več ali manj cut.
Vsake toliko časa butnem kakšno muziko zraven, kakšen prehod, fade to black, cross dissolve, whatever, tako da mogoče zapeljem konc videa malo lepš, ne? Da je mečkan erotike še na ta način, ampak ostalo pa, a veš, tudi muzike ful malo uporabljam, ker se mi zdi, da z muziko, veš kaj z muziko ponovadi narediš, ne? Pridobiš na dolžini, če rečeš, stari ima minuto pa pol, imel pa 3-minutni vlog, stari daš 4 kadre, ki kažeš malo sprehoda, malo sončnega zahoda, daš muziko čez in to tudi drži vodo. Jaz vam pa rad mogoče tukaj, da vse skupaj malo bolj clean, ker je pa to dosti težje narediti, da tep kader stoji sam brez muzike, pa da na ta način vzdržuješ neko dinamiko, je v bistvu malo težje, ne? Ker muzika je kar naenkrat, daš lahko 3 povprečne kadre skupaj. Pa je že vibe dober, ne? Pa je muzika daš zraven, pa je vibe dober. Tako da po eni strani je to super, pa bom probal tudi malo več muzike v kakšne videe dati, ampak načeloma je pa ta stvar, da je manj muzike, pa da je mogoče tudi pristnost, feeling pristnosti, da je boljši. Ja. A veš pa pri telefonu zvok tudi ni tako dober, ampak je lej stari, on dejansko, veš, imaš bolj feeling, da si tam, bolj glancaš, bolj peglaš, mogoče včasih malo večji razmak med tem, ki gleda, pa med tem, ki se je zgodil, da malo oddaljiš nekoga, ne? A veš, to mi je kul pri temu tudi, no. Ja. Preprostost. Ja, kleti zavidam, ne? Čim imaš video zraven, se zvok oprostine. Jaz to ne morem prepoščati. To je res, jaz bi se kar snemal, samo zato si ne bilo treba zvokom. Ja. A veš kaj je tudi, ne? Je pa grozen, ker pri meni včasih dela med menjavami kadrom, dela pk. Ja. In jaz tega pač v tem programu ne morem. Vem pa, da obstaja ful več sofisticiranih programov, ki pa ti vzemajo več časa. Konec koncev obstaja Premiere za telefone oziroma tablice. Ja, je, Adobe, neki one shot, kako se mu že reči, da ga imam na telefonu, čak, dej. Oziroma kakršna koli aplikacija, ki je mogoče bolj prefinjena. Adobe Clip. Adobe Clip, evo ga. Ja. To si bom zapisal. Zapiši si, bom jaz to dova zapiske. Adobe Clip je. Jaz ne vem, jaz sem ga parka zdaj proval, jaz sem jih tako zdaj malo z videom igram, tako, ker jaz z audiom veliko dosti dela, da sem bi še z videom zabavil. Ne, ampak to sem se zdaj, nekdo, sem se z Lenartom Gučičem se pogovarjal, rekel, dokler je video, lahko tudi mamljajo ljudje, pa bo šlo skozi, ker jih gledaš, ne. Ja, res. Ta audio je pa... velika prednost. Ja. Kar jaz sem na začetku, ko sem pa zdaj to začel delati, ne, sem mislil, to bo lažje. Ja. Se je sam zvok, pa parkrat, ki se ti kaj zaroti proti tebi, pa dobiš ogaben za isto. Se veš, kako je pri podcastih, če za nič posnet ne boš poslušal. Pač ne bo. A te lahko ustavim? Ja. Prej sem začel, sem si nekaj napisal. In to je tist, ki si ti rekel, da te vsak vpraša, ampak mene res to zanima. A veš, to, da se ti odločiš iz fantazije, iti v dejanje, da rečeš, meni so podcasti kul, zdaj pa jaz si bom začel snemati, to je isto je pri videu, stari, meni so vlogi kul, zdaj pa, da priješ od tam, pa da rečeš, da stisneš rekord in pol nekaj posnameš, skupaj vržeš, to je mehen, ampak ogromen korak. Ne? Vse me zanima, stari, res, a veš, mogoče ne moment, ampak a se spomniš, zakva si se sploh, mislim, kva si razmišljal? Ki si rekel, ok, zdaj bom pa jaz začel. A si hotel svojo zgodbo povedati, a si hotel od drugih ljudi zgodbo povedati, na kakšen način si prišel od tega, da si rekel, ok, jaz bom štartal. Tako bom rekel, pač, prvo sem jih ful poslušal. In pa si tam, kako si prej rekel, veš, to cajt absorbiraš, ne, da najdeš nekaj, ki ti je všeč. Najdeš neko ali estetiko, tako kot si jo ti najdeš, nekaj najdeš, nekaj ti je všeč. Pa me je bila ta avtentičnost, pa jaz sem hotel, da je nekaj, ki bo res za net narejen. In to od leta 2012, pa nam zdaj, da je nekaj izpadlo, to ni bilo tako samoumevno. Se mi zdi, da je takrat je bilo, veš, vsaj 2011, je bilo še zmerno dosti kot smartfoni, so bili tako, eni so bili v redu, eni ne. In so večinoma stvari zmerno bile delane za nekaj drugega, pa se je pa še na netu nekaj naredil. Ne. Veš, to ne jetra. Jaz sem hotel, da bo nekaj, ki bo pač inherentno na internetu narejen. Razumeš? Pa to pač dajmo govoriti, kako govorimo, pa imeti neko ta sproščeno, tako kam mi dva klele. Meni je to zanimivo, jaz ne vem, se tudi dosti ljudi posluša. Meni je fajn. Ne, to je bil, klej sem pa rekel, god damn, ne. In potem sem videl, jaz sem takrat na RŠ delal, ne, rajš to dem. In toliko sem bil pa pol samozavesten, tudi kar se mikrofonov tiče, čeprav pol sem, gledam nazaj, sem bil zelo naiven, ne, ker tam je kul oprema. Tam pač ne rešil, to je res hilarično, mogoče v studiu najboljši mikrofon v zgodovini človeštva, to je Neumannov, ogromna stvar, ki je res toliko fajn, da, veš. Jaz sem pa mi zbaj, si tega za domov bojo, čisto ok. Zdaj sem na temu hvala ljudem, ki podpirate, ne, ker to je vse skupljen z donacijami, ne, ampak pa se pa začne še čitno, tako, kar ste. Ampak to je bil pa res, vzgib je bil pa ta, da dajmo provati nekaj, ki je res za net narejen, pa jaz sem se res v teh podcastih najdel, no, jaz ne vem. Pa veš kaj, če ne bi imel kilometrine, bi tudi verjetno veliko težje štartal, ne?
Zelo verjetno. Ampak ta kilometrina je tako, kot pri tebi, je malo vrljiva. Ne? Ti si to ipak za side delu. A veš kako če reči, ti jaz radio, pa sem delal oddaje, pa tam scenarije pišeš, ampak ker je to je velika stvar, tudi zdaj v službi, ko gledam, ljudje so to je nek workflow, na katerega je folk navajen, ti si tudi prej sliku, pa si mogel, kot jaz prej rekel, ven metati slike, pa jih obdelovati, ampak to je, komota minuta je pa fucking, to si ti, že spet ta avtentičnost, ne moreš fejkati na dolgi rok, neko svoje estetiko si pol zgradil. Se strinjam, da je lažje, ampak je to res druga žival. Čist druga žival, ful se moraš prilagoditi, ampak meni se zdi, da sestavljam en puzzle iz vsega znanja, ki sem ga prej akumuliral. Ja. In pol to na en tak cool način uporabiti. Ja. In ni variante, da bi jaz 10 let nazaj, po 3-4 letih fotografiranja, ustvarjanja videoposnetkov in pisanja, tako, da bi jaz delal komotar minuto, da bi bila takšna, kot zdaj. Ja. In pol, zdi se mi, da vsak video dam čist vse, kar sem se naučil v 15 ali pa 13 letih novinarstva. Kadri, montaža, razmišljanje o tem, kaj boš povedal, na kakšen način boš povedal in kaj boš vse umestil v vlog, pa kaj boš vendal. Stari, brez tega, dejansko v tiste 3, 4, 5, 6 minut, ki jih dam vsak dan ven, vložim vse svoje znanje, ki ga imam. Tako res, mogoče se zdi hecen ali pa se sliši smešen, zato ker vlog je tako, komotar se ima zebal, tukaj je to naredil, to je zebancija, pa malo tukaj, pa malo avto posnel, pa avto mim padel, stari, ni variante, 10 let nazaj jaz to naredim. Ogromnega znanja gre v 3 minute videa, ki zgleda kot pure fun. Je pa dela, pa razmišljanje. Proces je, ne? Ja. Je pa res, veš, to pa zdaj, veš, gremo reči mlajše generacije, nočem se, da se preveč postarava, ampak ti, veš, boš pa lažje si zdaj soočen z vso to tehnologijo. Ja. Veš, vsak ima telefon, ki ima kamero, pa se lahko že za zajebancijo snemaš, se mi zdi, da je zdaj veliko lažje se vse to, kar resmo smo midva takrat mogla posrkati, ne? Veš, ali pa kdorkoli, ta naša generacija, pa pol pride do ene točke, da si lahko to naredil. Si pa predstavljam, da zdaj, veš, eden, ki se doma za zajebancijo snema, pa pogledal ene 3 YouTube tutoriale, ki smo malo kadredu, pa lahko začne, pa ta prva stvar, ki jo bo dal vam, bo po mojem čisto ok. Stari, to je neprimerljivo in ti ljudje v bistvu sam nadgrajujejo znanje, ki so ga midva srkala. Ja. Razumeš, to je v bistvu midva sva ene vrste tutorial, pa vsaka ustvarja vsebino je sam po sebi tutorial, iz katerega ljudje pol črpajo, tole gre to, v bistvu, veš, veliko stvari se ti ne naučiš sam zase, ne? Ampak tudi za druge, ne? Ja, veš, in pol na tak način se prenaša znanje. To je cool, meni je všeč. Jaz si tudi želim, da bi bilo čim več vlogerjev. Ja. Veš, kaj folk pravi, ne stari, pa ne boš edini, ali pa ne boš edini, ki dela avto, ali pa vas bo ful več, pa ti bo pol težji, pa bo... Meni je cool, ljudi začnite delati vloge. A veš, ta medij je, to je v bistvu medij, veš, ko folk vpraša, kaj pa delaš, brez medija si pa nič, ne? Pa sem rekel, jaz se projektno povezujem s tem uredništvom, z unim uredništvom, kakor pač, ne vem, če prije kakšen zanimiv projekt, ne? Ampak ljudje pozabljajo, da zdaj to je nastal medij, čist drugačen, ne? Ja. In to je tudi ena stvar, ki me rajca, ne? Veš, tudi ljudem mogoče odpreti oči, vloganje, ne? Ali pa YouTube je medij sam po sebi, ne? A veš? Ja. Taka mini televizijska hiša. Ja, sej, to je konglomerat počas, ampak ampak to je res, mislim, zdaj sem se skoraj začel tako izogibati besede medij kot medij, ne, ker to pol pomeni neko tako infrastrukturo, res je. Ki je singularna, pa ni, ne. To je res, pa ta vsebina je kralj, ne. To je vsebina. Medij najbolj osnovno. Tako, točno to. Vse stran, sam pač tiska veš. Mene je fazno, pa slišijo medij, pa internet je medij, pa kada ima internet, ima pa neke zakonitosti. To ni pač več res. Cajtangi so imeli svoje radio, imeli svoje TV, imeli svoje, ne. Na netu je pa vse to nekako noter vržen, ne? Plus pol zraven, razumeš, je še, vsaka špura ima še neke svoje cake, ki jih je treba porajtati. Ne? Ja, res je. Kar je noro, ne? Je pa fajn, ker najdeš svoje, ker lušten smučati. Pač, jaz zdaj že 5 let smučam. Ja, res je. Se še realno gledam. Ja. Ok, dej, pa še kdaj veš, to zdaj se malo vračamo nazaj, pa gre pa na ta zadnje vprašanje, ampak to sem da res hodil vprašati, ker ti imaš pač ta feeling, ta flow. To zdaj ne bova mogla to kar razglabljati, da bova povedala. Ampak kdaj si ti zadovoljen z vlogom? Mislim, kdaj rečeš, ok, to gre pa gor? Tako, a so neke stvari, ki jih pač tam, ki jih iščeš vnoter, če probaš to artikul, se to vem, da je težko. Ne, ampak... I got it. Ok, zmena. Lej, imaš absolutni perfekcionizem in do tega prideš zelo redko, če sploh da. Jaz sem mogoče naredil v live 2-3 videe, ki bi rekel, ne spremenim niti stotinke. Ok, fair. Ampak
A veš, moraš malo zdravo pamet poslušati. Pa reči, ok, šel bom do te meje, da mislim, da je to na 98% vsaj. In to je že ogromen, ker to pomeni, da mora flow laufati v nulo, pa si včasih misliš, ok, mogoče bi tamle napis pri špici, vlog number 290, bi lahko trajal desetinko dlje, pa rečeš, lej stari, jaz imam familijo, jaz bi šel rad na basket, jaz bi šel rad na per, jaz bi rad mojo pelo na večerjo in to ima prednost. Ja. Ker vlog mi itak vzame večino dneva, veš, in to je, in tako da, veš, težko, en dan se odločim ful prej, ne rečem, lej stari, v redu je, tisti kader bom preživel, ne, ampak večinokrat sem pa kar tako ustrajam do tistih 98-99% z različnimi omejitvami, ne, kot je zvok, pokanje med kadri in takimi stvarmi, ki jih jaz v sklopu tega programa ali pa tega, kar mi telefoni omogočajo, ne morem rihtati, če pa bi jih lahko, bi mi pa to vzel čist preveč časa. Pač ne bi imel časa za nič več, še za spanje. Ne. Tako da, a veš, jaz sem sam zadovoljen, da imam to infrastrukturo poštimano, da imam armijo telefonov, da imam program, ki dela, da imam sajt, na katerega to lahko vržem in pol kdaj pa zaključim, stari, lej, od dneva do dneva je odvisno, ampak načeloma lej, se fejst potrudim, da smo saj tam skoraj čist na popolno, znotraj teh omejitev, okay. Rekel, ampak lej, to si ful lepo rekel, ker jaz sem to se mi zdi, da je dosti pomembna zadeva, ne? Da ta infrastruktura, ne, to je v bistvu največji pain in the ass na začetku. Ne? Ja. To si jaz upam reči, ker pač ne veš, nič se ti ni šlo že za res narobe, ne? Meni je šlo že čisto vse narobe pri tem snemanju, vse se mi je že zgodilo. Res, ne veš, mislim, istak se mi bo še nekaj, pa rekel, okay, da se mi pa res vse. Ampak pokaj imaš pa ti to enkrat vzpostavljeno, jaz mislim, da te že takrat dejansko lahko zaživi content. Ali je ta, tako se rekel, te omejitve, pa ta okvir, ki ga imaš, ki znotraj tega, ki si že toliko zverziran, pa se mi zdi pa tudi pač vsebina lahko naredi kakšen korak višji. A veš kaj, tukaj moram narediti čisto tak odkrit plug še recimo za Huawei. Se to ni nobena skrivnost. Jaz delam z njihovimi telefoni, ker so oni edini pokazali, pač takoj od začetka so razumeli, so štekali, cool. To je pač ne samo, da je to reklama za njih, razumeli so ta način vsebine in jim je bilo to od začetka cool in so rekli, le mi bi delali s tabo, sem rekel, super, ne, vi ste pa prvi, ki ste dojeli point. In jaz bi delal z vami. To bi ogromno pomenil. A veš, to govorim zato, ker dokler se ti ne poštimaš infrastrukture, se bojiš za čisto vsako stvar. Konec koncev, jaz sem prve pol leta sem delal vlog z enim in edinim telefonom, ki ga imam in sem si ga komaj privoščil. Sem rekel, stari, če ta motherfucker meni po tleh pade, vloga ni več. In jaz nočem, da vloga ni več, jaz hočem, da je vlog še. In pol, ko nekdo prije, lej Ciril, mi bi s tabo sodelovali, sem rekel, ja, dajmo, jaz bomo pol 2 telefona in to je noro. A veš, in to mi v bistvu veliko pomeni, da še nekdo mogoče pristop pa ti pomaga, ker razume tvoj način dela in pristop k temu na podoben način entuziastično. A veš, in to meni ful veliko pomeni, da nekdo pravi, stari, I got you. Lej, daj ti telefon prepopi na avto, pa 5 z njim čez ovinke, ni nam cool, če ti dol pade, če se sesuje, ampak lej, če se to zgodi, dej, pač ti bomo zrihtali novega. Zato, ker pač je tudi nam v interesu to in to meni veliko pomeni, da jaz lahko, a veš, z mal, ne, veš, lažjo dušo, mal manj obremenjen sem pol, ker te stvari snemam, ker stari jaz te telefone, a veš, kaj mi jih vse polagam. No? A veš, jaz štenderi oziroma stojali s tripodi praktično ne delam. Jaz, ker imam, ali je to korenina v gozdu, ali je to škatla, ali je to whatever, ne? To ponucam in zato mi pač tak sodelovanje mi na tak način veliko pomeni. Ali pa še kakšno drugo, ampak to sem izpostavil kot primer, veliko bolj merno delam, če imam neko armijo 4 napravc, ki vem, da se lahko na njih zanesem v smislu, lej, če se tale sesuje, imam tukaj še drugo. To je tisto, ki ti da mir. Ja, zato imam 12 mikrofonov. Yes, to razumem. Ne res, pač ker to si moraš zagotoviti. Realno gledam, to si res. Mislim, veš kaj, ti si moraš zagotoviti duševni mir, da nisi obremenjen z drugimi stvarmi, da ti lahko v miru ustvarjaš. Ne, pa tako, sorry, no, ampak ker je pol, če nimaš tega duševnega mira, ne, je dela krat 4. Definitivno. Pač to ni tako, to ni 20 minut več, to je, razumeš? To sem prej rekel, mene pač Klefult podpira in jaz več manj vse dam v upremo. Pa sem že vsem nabavil mikrofone, da jaz dober zvok dobim, da polke montiram, da izmeram, da se sliši. To je res, jaz sam zaradi tega ne spim. Pa se to je dobro za vse. Sej. Pač holistično moraš gledati. A veš, to ni sam mer za me, to je konec koncev tudi, mislim, mer za gledalce, ki ve, da jutri bo vlog, ne? Tudi če mi ta telefon pade v, ne vem kam, v Grand Canyon. Ne? Ja, valjda. Dobro, kakšno vsebina bi šla, lezu ne bi bilo nekaj, ampak no, veš, kaj hočem reči. Zdaj bomo šla na tvoj hardware pa software, ampak še eno vprašanje, ker sem imel kle tudi Sašo Kapitanoviča. Sam to, da se avtomobilov. Deva. Kjer avto ti je
ne najboljši, ti to že 100 let delaš. To sem isto njega vprašal. Ja. Nek ta avto mi izpostavil, nek avto, Ja. razumeš, ki ti je res, ki je ta, ima Ciril avto. Veš, kaj hočem reči? Eden, ki ti je. Je že tako pri telefonih, ne, če me vprašajo, zelo hitro lahko rečem enega ali pa dva telefona, ki zdaj nista več nič vredna, sploh ne delata. Reče, da telefon. Ja. Tako samo en ta avto hočemo tebe slišati. Am kakšen cenovno okvir, lahko rečem krko. Kar rečeš, to je brez omejitev, ne Okay. nekaj, ki bi realno, No ampak limits. tisto, kar si ali si testiral, ali si ga videl, Ja, ja. rekel, gadnem, to je pa ta avto. Sam to hočem, sam to pa gre pa na hardware pasoter. Okay. Lej, tako je, jaz sem pelil že čez 2000 avtov. Ne? Vedno, ko me nekdo to vpraša, stari, kaj ti je bilo pa najbolj kul, ta avto ni niti najdražji, pa čeprav je tam. Okay. Ni najboljši, pa čeprav je tam, ne? Pa bi najdel še veliko avtov, ki so zmogljivejši ali No, whatever. ampak to hočem vedeti. Ja. Ne, Ta avto se mi je, stari, zažgal se mi je v moj možgan, ne? In ne gre ven. To je Lexus LFA, to je Lexusov superkar. Un s tam malim tankom. Ker sem ga imel priložnost peljati tudi po Nürburgringu, ampak to sploh ni bilo ključno. Zame se je čaroven trenutek zgodil že veliko, preden sem se zapeljal na stezo, ker sem se z njim po cesti peljal, ampak veš, to je, stari, sploh ne vem, kako ne začnem razlagati. Lej, tako ti bom rekel, pa jaz nisem avtomobilski rasist, ne. Jaz z največjim veseljem sprejmem vse, kar mi katerakoli znamka ponudi v smislu izdelka, ker pač, ne vem, se mi zdi, da je to lepo, da je čim več raznolikosti, ampak Lexus je v enem trenutku v ta avto vložil praktično vse svoje znanje in s tem avtom so delali nič drugega, kot zgubo, tako kot bogati, recimo z Veyronom. Ja. In ta avto je pač nekako ta Lexusova perfekcija, ki so se jih hoteli približati, pa čeprav ima malo bolj počasen menjalnik, ima pa čudovit motor, ki je atmosferski V10, ki je v bistvu prenesen iz dirkanja in ki to zadevo slišiš, stari. Pač, ne vem, jaz sem mehko koleni. Ne morem ti drugače povedati. Okay. Pele se svetovno, zadnji pogon, to je avto, pa sploh ni lep. Stari, ta avto res ni lep. Ni lep. To je res. Ampak nekaj ti pusti in bi ga imel. Ampak to je en od primerov. No? Ne, ampak jaz sem to, ampak nekaj tazga sem hotel slišati. Veš, jaz pa zdaj že tudi 10 let, skoraj ne vem koliko, razumeš, pa telefone, več ali manj pa tablice, pa kompe testiram, pa software, razumeš. In imaš neke te, ki si jih, eni se ti, pa tudi niso nikoli ta najboljši. To je faktor X, ene stvari ne moreš opredeliti. On ostane s tabo in te skozi malo žgečka tam zadnja, veš. Pelo so hitrejše, dražje, ali pa recimo Fiesta ST, to stane pač nekaj čez 20 jurjev, ampak pizdarija, to je tako dobro narejen avto v smislu voznih lastnosti in to je tisti, ki mene rajca. Ja. Pa me ne zanimajo drugi, pač ta avto je tisti, ki bi jaz hotel imeti v vinku, recimo. Ja, okay. V tej špuri sem hotel. Ja. Okay, zdaj pa, kje je telefon? Sploh se nam drugega vprašal, kje je telefon? Ja. Lej, v tem trenutku, ne, tako bom rekel, gre od začetka. Začel sem s Samsungom S7. Okay. V bistvu ene 3 dni ali pa 4 dni zatem, ko sem ga dobil. Pa ni bilo zdaj to premišljeno dejanje, jaz sem ta telefon kupil, ta telefon je dober, zdaj bom začel snemati. Pač, pogledal sem ga, sem rekel, stari, ti bi to znal Pa narediti. to je kar v redu, ker ima res dober fotoaparat. Ja, res, pa blenda do 1.7, pa vse to slabi svetlobi. Telefon je super in jaz sem s tem telefonom začel delati, na kar sem se povezal čez pač, mnogo mesecev s Huawei in od takrat naprej delam s Huawei P9, 2 imam. Okay. S Huawei Mate 9, to je ta velika marcina, ki jo v bistvu ne uporabljam toliko za snemanje, ampak mogoče za kakšne zapiske. Veš, če grem na teren, pa moram kakšno stvar si vsem zapisati, da ne pozabim. Lej, ta zaslon je ogromen, lahko ga na hitro pogledam, beležke si gor delam. Aha, okay. Zato imam Mate 9 pa 50+. To je pa tudi Huawei, je pa v bistvu večja izvedenka 50, ki ima pa tudi kamero malo bolj poštimano, v primerjavi s P9, pa že tam je tako, kar na nivoju. Tako da ja, te 4 telefone imam, celo 2 pa 9, Mate 9 pa 50+. In s tem, s to armijo se ustvarja komotar minuto. Drugega me sploh ne zanima, imaš kom, mi bi smel vse. Ne, imam kom, ampak ga imam za druge stvari. Vse zaradi tega, sploh v bistvu ne vem, zakaj bi to hodil vedeti. Zdaj pa lej, aplikacije, 5, ki jih dejansko uporabljaš. Ne zdaj sam za komotar minuto, tako, 5, ki jih dejansko uporabljaš. Daj mi telefon. Res sem tega dopolnil. To bo vseeno odpustil. 3-4 eksploderi. Okay. Ta prva, pa deleč najbolj pomembna, je Viber. To je zato, ker sem zaradi Viberja v stiku s familijo. In to mi pač ful pomeni, ker veš,
Komunikacija na ta način to je nek novodobni način komunikacije, ki je malo bolj priročen kot SMS-i, veliko nas je v grupi, tako da vem, kaj se dogaja tam, kaj se dogaja v Lukovci, na Štajerskem in to. Druga stvar je Stitcher. To se pravi Stitcher. A res, Stitcher imaš? Ja. Zanimivo, ok. No, mi boš povedal, zakaj? Ne. Oni so bili včasih bedni, zdaj so pa ok. Ne vem, kakšni so bili včasih. Ni panike. Jaz v bistvu niti drugega providerja, pač teh vsebin, audio vsebin, niti sprobo nisem. Okay. Jaz sem rekel, ok, slišal sem, da je Stitcher, ok, sem ga budno gor in sem bil s tem, kar mi on ponuja zadovoljen. Zmenen. Ta tretja aplikacija je, dobro, WhatsApp je podoben kot Viber. NBA.com, oziroma NBA aplikacija, zato ker pač jaz nucam te stvari zjutraj vedeti. A pol poznaš unga modela na YouTubu? Čijamo Pietro, ali jaz ne vem, kako se reče, Ksijamo. To je en model, ki ima kanale, ki bo jih non-stop brišel, ker je valjda ilegala. Bogi reveš, pa najboljši recap. Najboljši recap. Stari, jaz kot kapetan, se znaš bila, modela sem spet skenslal. Ker da točem to noter, ker jaz hočem imeti. Ja, vsako tekmo na 10 minut tisto, kar hočeš videti, stari. Kralje. Kralje. Jaz bom sledil zdaj na Twitterju, zato ker mu skenslajo kanal, ker tam zmerom objavlja nov kanal. Vidiš. To se mi ful splača. Ja, to se ful splača. On je, pa ga ni. Ja. Pa ima tako maljavžen subscriberjev, pa ga ni spet več. Pa spet dobi, pa ga spet zjebe. Sem delal najboljše recape, sorry. Ne, to je to. Čak, da malo pogledam. Ajde, še dva rabim. Ajde. Sam malo. Ja, pa dej še tega, no pa ga bom še kle napisal, kaj montiraš. Kako je ta? Viva, valjda ste. Ja. Viva Video Pro. Okay. To je v bistvu izvedenka, ki je malo boljša od Viva Video, ki plača še 3 evre stane, ampak ti dovolj izvažanja v HD-ju, pa brez watermarka spodaj. Ja, tako da te 3 evre, to je ne. Se poplača milijažen, ker jaz to aplikacijo priporočam vsakmu, ki bi tudi tako. A veš, vikend izlet, familija, minuten video, ki ga imaš za zmeri. Ja, da nekaj narediš. Res je džabe. Štekam, ja. Ajde, še enega, ajde. Stari, zdaj moram pa malo počakati. Dobro, a Instagram šteje? Šteje, ta star. Zato, ker Instagram je eden od kanalov, s katerim komuniciram, mislim, dam slike gor in se mi zdi dosti pomemben. Ja. Ta tretja pa, kaj pa vem, stari, zdaj sem si do tole running gor, ker sem kao nekaj... Ne, tega ne bom, nisem še toliko delaš, ne. Dej pa, ker bom laufal 21, ko bom rekel, stari, imam eno aplikacijo za laufat, ker jaz pa spremljam intervale, pa se to kondicijo. Lepa. Ampak ajde, recimo, kako se tole prebere? Tale za navigacijo. Kje? Tole, a veš? Sajgic? Ja, Sigic, jaz sem zmenil Sigic nekako rekel. Ok, Sigic, ajde. To je kar koristna zadeva, ko včasih, veš, misliš, da ima avtonavigacijo, se odpelješ prav samozavestno v sredino Francije in pa rečeš, ok, tukaj naprej pa rabim in pol no navigation. Pol pa rabiš neki na telefonu. No. Drugač, zdaj, res smo Google Mapsi, ne? Zdaj je res dosti lažji shraniti, da veš mapo enega mesta. Ja, to je res. Včasih je bilo to konfuzno, zdaj pa mislim, da je kar lažje narediti. Jaz sem tudi te, ki so bili takole, ki si lahko mape imel noter, sem jih malo skenslal. Pa Here Maps je za to dober, drugače. Tukaj je pa Nokia imela, Here. Ne poznam. Ja, je pa v bistvu za ston, pa lahko dol potegneš države. Fajn. Ja, une tudi dosto v redu. Ampak to je že spet te navigacije, veš, pač pol ne moreš srčati noter razen naslovov, ne? Ampak je pa top, pač, ne, če nimaš neta, mislim. Ja. Okay. Drugače sem pa jaz z aplikacijo, jaz jih ne uporabljam ful, veš. To stari, to meni cajt krade, jaz imam basic stuff. Ampak jaz mislim, da to ni nič nenavadnega. Veš, te api so tako, saj smo imeli ta obdobje hypa, vsak bo app in bomo zaslužili, ne. Pač to zdaj vemo, da ni res, ne. Ampak jaz mislim, da pač folk uporablja, pa res unih 5 uporabljaš, ki jih res najdeš, ne. To je to, po vsake tog časa se napalim na kakšen špil, ne, ali kakšno derkanje, ali pa kaj, pa to je en mesec popularen, pa on pa poln kufer, ki ne more naprej priti, če si neki ne kup, ne, ker motherfucker te hoče užeti in to ja. Ne. Ne, ampak meni je to, jaz dam raj 5 evrov vam dam za špil, dam vam res, z največjim veseljem, sem da pusti mi, da je poligram. To mi je zdaj cool Mario Run. Mario Run je prišel, daš 10 evrov, razumeš, imaš vse v nevrle in ga lahko špilaš in te ne bozerira, razumeš, vsake dve, kup to, da boš imel to, pa res obupaš, stari, te free to play, to je groza. Zadnje vprašanje. Ja. Znala sem te prej v avto vprašal, da našem enega avta rekel. Ena fizična stvar, ki ni človek, se pravi, ne more biti tvoja babi, ki se ti je res tako zasidralo življenje, lahko jo še imaš, lahko jo nimaš več, ampak tako, to je bilo pa za Cirila narejeno. Kaj bi to bilo? Lej, po moje biti jaz, preden sem začel snemati vlog, drugače odgovoril, ne? Ampak zdaj bi pa rekel couch. Jaz vem, da se smešno sliši. Ampak jaz tega motherfuckerja toliko pogrešam. In a veš, kaj se jaz pa on pa zvečer združvane. To je nekaj najlepšega. In jaz potem hrepenim. In zato, mogoče bi ti rekel pol leta nazaj, pa en let nazaj bi ti rekel čisto na drugo stvar, ampak stari, jaz bi imel večkrat couch pri sebi. Večkrat bi se rad v Lego pa rekel noge gor, zdaj bom pa delal nič. To.
Ja, to so ti redki momenti, ko delaš nič. To je, to je na meji erotike, ampak nič slabega. Ful, hvala, da si cajt za ostalo. Stari, hvala tebi, da si me povabil, meni je zakon anytime again. Zmenen. Reče adijo. Adijo. To je bila 146. epizoda Aparatusa, vse ostale intervjuje, se pravi vse ostalih 145 najdete na aparatus.si, to sta 2 P-ja. Ciril je pač povsod na YouTubeu, Facebooku in Twitterju, najbolje kar pogooglati Ciril Komotar, pa se vse skupaj najde. Jaz sem na Twitterju, Snapchatu in Instagramu anzet, tako da mi lahko tam težite. Za konec pa še enkrat ful hvala vsem, ki ste že podprli tale podcast, polnim, ki ga boste. To naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri, ker brez vas se tega res ne več šel. Tako da ful hvala. To je do naslednjič to. Hvala, ker ste poslušali in adijo.